Mlade iz debatnega kluba smo najprej prosili, naj si ogledajo nekaj predvolilnih soočenj na naši televiziji. Naloga je bila zanje precej zahtevna, se pravi, da jim politika ni najbolj všeč. Meni se politika zdi zelo pomembna, vendar me zaenkrat še ne zanima toliko, ker se mi zdi, da so v politiki tudi kakšni zahtevni izrazi, ki jih zaenkrat še ne razumem, zato mi je včasih tudi malo dolgočasna. V enem trenutku bo za nas mlade to pomenilo več kot za kogarkoli drugega. Bi torej morali imeti volilno pravico že pred 18 letom? Je dobro, da voliš, ko si star šele 18 let, saj se mi zdi, da so mladi še premalo izkušeni. Mislim, da bi rabili narediti nad 16 let, da lahko že hodijo. Ker potem bi pač bolj prepričali mlade, da se zanimajo za politiko že malo prej. Lahko vidimo to z otroškim parlamentom osnovnih šol, imajo zelo dobre ideje. Mladi povedo, da se dober govorec drži rdeče niti, ima dobre argumente, je samozavesten, stoji za tem, kar pove, govori jasno in razločno. So bili nekateri politiki zelo uspešni, nekateri se na primer pa niso tako držali rdeče niti, niso odgovorili točno tako na vprašanje ali pa niso dobro argumentirali tega, kar so želeli povedati. Nekateri so me dosti prepričali, zaradi tega, ker so bili samozavestni v odgovorih. Nekaj politikov res dela to napako, da posveti ves čas temu, da govori, da je nasprotna stranka slabša, namesto da bi še povedala, kaj v svoji. Menijo, da bi kandidati morali govoriti v preprostejšem jeziku, saj so z uporabo nekaterih besed in besednih zvez marsikomu nerazumljivi. Jaz bi jim svetovala, da spoštuješ sogovorce, torej da ne skačeš v besedo. Da naj so prepričani v tisto, kar hočejo narediti in da naj pač sledijo tistemu, kar so si zadali v kampanjah in tistemu, ki bo vodil državo, naj jo vodi z glavo.